Posledice zadnjih 2 let so resnično zaskrbljujoče. Zato sem v ponedeljek za vse tiste, ki so imeli takrat probleme s preverjanjem PCT-ja, na Meto dal posebno obvestilo. Jutri ob 10. uri bom vsem preverjal PCT v Ljubljani, BCT Hala A. Da bo vse skupaj bolj resno delovalo, sporočam nadgradnjo preverjanja PCT. Preverjanje je učinkovito samo ob vnaprejšnjem plačilu 29 evrov na moj račun. Pri tem zagotavljam, da vam enkratno preverjanje PCT potem velja cel mesec. Se vidimo. Glede na naval preverjanja PCT v zadnjih mesecih, računam, da bom potem v sredo ponovno v Ljubljani. Z izkupičkom torka imam namen plačati nov avto. Kaj predlagate? Lexus, BMW, Audi, Mercedes? Kakšnih povprečnih znamk si pa res ne želim voziti? In sedaj lep pozdrav vsem skupaj, pa bi sedaj preverili, če ima kdo kakšne pripombe na naše srečanje 51. prejšnji teden. Ni odziva, to se smatra, da je zapisnik za prejšnji teden potrjen. Danes bom začel z naslovom Je človek 2.0 že med nami. Po kratki pauzi bo Iviljana Belis govorila, kako odpraviti stranske učinke cepljenja proti covidu. Ob 18. uri bo Egidij Kozjek predstavil volilne prevare v Sloveniji in ob 19. uri bom zaključil naše današnje srečanje. For everything we're spending, sensors into everything, and all of a sudden create an influx of data. Everything is tracked online, everything is tracked in our body. We live in a world of machine things that can be used to turn into algorithmic cascades of data. And most people are terrified of information being tracked. And I think multi-self-information potentially can reveal us to ourselves. The ultimate mirror. Because you know what happens with algorithmic cascades? These observers, human beings, are not able to see themselves as structures, as patterns, as data. We'll be able to take data set of billions of information, billions of metrics, and data, to find patterns, to find spaces of interconnection, to find a lunge of self-organization that is occurring at the pattern and scale that is even just called the long view. Look at the ability of the microscope or the telescope into the data set. Who knows what about ourselves? How might we take the data and use those insights to us, right? Creating that effective moment of ontological design where that information gives us feedback that further changes how we act, changes how we operate in the world. This information is an upgrade for this operating system, this man-machine operating system. It's humans versions 2. That's what I'm saying. Je človek 2.0 že med nami? Smo v postopku rojevanja človeka 2.0
ali je vse tole zgolj mit za odvračanje naše pozornosti. Geoinženiring je multiplatformski sistem zapraševanja iz letal, s katerim lahko delujete na različne načine. Na primer, medicinsko populacijo, ki jo želite narediti neškodljivo. Med proučevanjem geoinženiringa smo našli nanotehnologijo, ne le v materialu, s katerim nas zaprašujejo, ampak tudi v hrani. Kaj je namen tega? Če želite uresničiti transhumanistično agendo in povezati ljudi s stroji, kar je razglašeni cilj gurujev transhumanizma, potem je najbolje, da to storite preko genetskega materiala in ga izvajate od znotraj. Na človeški rasi se izvaja ogromen eksperiment. Celo uradne agencije za nadzor hrane sprašujejo živilska podjetja, zaradi česa dajejo nanotehnologijo v prelive, omake, lizike in druge stvari, ki jih večina ljudi kupuje. Razširjajo nanotehnologijo in jo vnašajo v človeško telo. Nanotehnološke strukture lahko hibridizirajo našo DNK. Guru transhumanizma, Ray Kurzweil, Googlov inženirski direktor, ki verjame, da se bosta človeška in umetna inteligenca na neki točki sintetizirala in prekinila mejo med človekom in strojem. Kurzweil to preobrazbo imenuje singularnost, kjer se vse zlije z nanotehnologijo. Od DeepWeb računalnika do super entitete zveri, ki bo nadzorovala vsakega človeka na tem svetu, ga zamenjala z avatarjem ali pa ga zaradi neposlušnosti velikemu bratu zavedno izbrisala. Kot običajno je bila teorija zarote kruta resničnost. Biološka teleportacija je elektromagnetna povezava gensko spremenjenega človeka, ki ima tretjo verigo DNK in adiabatni kvantni računalnik. To tehnologijo bomo uporabljali na področju, ki je temeljno pomembna, jedro naše človeške prihodnosti, da bi naredili stroje podobne nam ali takšne, kot smo sami. Končni cilj je arhivirati dovolj podatkov o vsaki osebi, na podlagi katerih bi izdelali računalniški model za vse ljudi na svetu. Craig Venter je rekel, kar gradimo v računalniških bazah podatkov, je resnično življenje in vse informacije so potrebne in zadostne za vodenje vseh življenjskih oblik DNK. Ko gre za simulacijo živega sveta, je Univerza Pruč leta 2006 izdala osnutek verodostojnega poročila. Leta 2007 je program zaživel in opisal ljudi kot vozlišča in vsak človek na svetu je v računalniški programski opremi predstavljen kot podatkovno vozlišče in tako se dobi avatar. Ena najpomembnejših stvari na tem svetu je dejstvo, da lahko preprosto naredite kopije robotov tako zlahka,
kot dobite kopije filmov ali glasbe. Roboti lahko potujejo elektronsko, namesto da fizično potujejo po svetu. Samo pošljete njihove bite preko komunikacijske linije in na drugi strani jih lahko prevzamete. Graham Dowling je rekel tudi: D-Wave je točka med biološkim in digitalnim svetom in ustvarja dvosmerno povezavo med digitalnim in biološkim umom. To omogoča, da se biološki programira kot računalnik. Človek lahko ukrepi in mu da nadčloveške sposobnosti, ali pa, kot je to pri ciljnih posameznikih, lahko uniči njihova življenja. Glasovi, slike in občutki, ki jih zazna ciljna oseba, so rezultat neposredne povezave z digitalno kopijo sveta. Kot da bi bil na dveh mestih hkrati. Povezani ste kot organski računalnik. Je ena največjih teorij zarote, ki obstaja že vrsto let, če ne desetletij. Toda soočamo se z to realnostjo in to ni več teorija. To je znanost spoznala in naslednji korak so očala za virtualno resničnost. To je zastrašujoče in zato poskušam zbuditi ljudi. Anthony Pitch, raziskovalec, je rekel: NASA, Google, Amazon, NSA, računalniški centri, centri za zbiranje podatkov v Utahu in Teksasu uporabljajo računalnike D-Wave, vendar nikoli ne govorijo o njihovem povezovanju. Te operacije predstavljajo javnosti kot samostojne operacije z neodvisnimi organizacijami. Kako neodvisen je Google ali Jeff Bezos in njegov Amazon? Zakaj Amazon sodeluje z Googlom in D-Waveom? Brian Crofton, žvižgač in nekdanji strokovnjak za industrijsko varnost. Zavedam se, da je to, kar opisujem, program socialnega inženiringa in raziskovalno-razvojni program, ki ga vodijo tajna obveščevalna služba in naše stranke iz Seattla, Amazon Corporation. Kasneje sem izvedel, da so eksperimentirali, mislim na tehnologijo glasov v glavi, umpanja, spremembe vedenja, ki temelji na frekvencah in je namenjena ciljni osebi, da se jo nadzoruje. To se naredi s pomočjo naprave, ki osebi oddaja radijsko frekvenco. Ta radijska frekvenca bo vezana na resonančno frekvenco človekovega uma ali telesa in v tem primeru na DNK. Anthony Pitch. Tretjo verigo naše DNK lahko zdaj spremenimo z nanodelci, nanostroji. Te delce smo vdihnili z aerosolnim prahom ali chemtrailsi. Zaužili smo jih z GSO hrano. Naše okolje nas je onesnažilo, kontaminiralo. V naših telesih imamo mirujoče nanocelice, nanomašine, ki jih bodo aktivirali mikrovalovni impulzi. Brian Crofton. Nato v ciljni osebi najdemo resonančno frekvenco, tako da frekvenca oddajanja sovpada s to resonančno frekvenco, ti dve frekvenci pa se združita
in postaneta ena frekvenca, ena energija. Anthony Peach. Nanodelci se aktivirajo. Naša DNK je spremenjena v obliki tretje vijačnice, verige. Seveda imamo dve verigi. Tretja pa se bo razvila in spremenila naše telo in naš To je prišlo neposredno iz DARPA. Prebral sem dokumente, razumem postopek. Digitalizirali so DNK. Spomnite se, da sem rekel, da digitalna DNK prihaja skozi portal. Digitalna DNK v binarno kodo. Premika se skozi oblak. Brian Coffron. Na to oddajna frekvenca in oseba, ki to frekvenco prejema, preideta v stanje resonance. Na to se ustvari superfrekvenčna avtocesta, po kateri se pošiljajo informacije. Podobna je optičnemu kablu, ki se uporablja za pošiljanje signalov po internetu in povezuje ljudi z internetom. Enako velja, vendar se to naredi prek brezžične aplikacije. Ko ciljno osebo povežete s frekvenco, ko začneta odmevati skupaj, dobite fantastično povezavo, prek katere lahko pošiljate in prejemate informacije. In tako lahko manipulirajo z mislimi nekoga, pošiljajo glasove nekomu v glavo, manipulirajo z njegovimi čustvi in vedenjem. Hkrati pa prejemajo vitalne znake, čustva, kaj človek vidi in sliši od osebe v realnem času. Vse te informacije se nato s programsko opremo reproducirajo na računalniku in jih je mogoče spremljati v realnem času. Anthony Peach. Živimo v okolju, imenovanem simulacija živega sveta. Kvantni računalnik D-Wave poganja virtualno kopijo celotnega planeta. Za model 512 iz leta 2013 je George Rose dejal, da ima enakovredno procesorsko moč 7 milijardam človeških možganov in vsaki človeški možgani obdelajo petaflot podatkov. Brian Coffron. Ta računalnik bo vladal svetu. Mislim, da do neke mere že vlada svetu. In ker je umetna inteligenca, bo ustvaril zver in sled zveri eno entiteto, ki bo nadzorovala vse in vsakega človeka na svetu. Transhumanizem. Ali je človek 2.0 nova, glavna rasa na našem svetu? V naslednjih 2 letih predvidevam, da bo presečišče zgodovinskih in sodobnih raziskav o transhumanizmu razkrilo obilico primerjav med sodobnim transhumanizmom in Hitlerjevo arijsko glavno raso. Česar Hitler ni mogel doseči s selektivno vzrejo, sterilizacijo in iztrebljanjem ljudi, je zdaj mogoče enostavno doseči z urejanjem genov. Ministrstvo za obrambo Združenega kraljestva in nemški urad Bundeswehra za načrtovanje človeške obrambe poudarjata, da mora biti človeško povečanje ključno področje osredotočenosti za zmago v prihodnjih vojnah. Sam da poudarjam, človeško povečanje bo večkrat omenjen, to se smatra
prehod v človeka 2.0. Človeško povečanje ne bo omejeno na vojaške vrste. To je resnični način za nadaljne ločevanje razredov ljudi, pri čemer bo bogata in močna elita sčasoma uporabila svoj povečan status nad ljudi kot opravičilo za vladanje vsem ostalim. Cilj 4. industrijske revolucije, ki jo je predstavil in spodbudil Svetovni gospodarski forum, je transhumanizem, združitev človeka s strojem. Človeško povečanje lahko neposredno vpliva na vedenje, bodisi pozitivno, bodisi v škodo osebe. V transhumanističnem pogledu je človeško telo platforma, ki jo je mogoče povečati na nešteto načinov, fizično, psihično in socialno. Poročilo o projektu iz leta 2021, ki ga je pripravilo Ministrstvo za obrambo Združenega kraljestva, ki je bilo ustvarjeno v sodelovanju z nemškim uradom Bundeswehra za obrambno načrtovanje in ponuja šokantne poudarke distopične kibernetične prihodnosti, h kateri globalni tehnokrati potiskajo človeštvo. Poročilo z naslovom Človeško povečanje, zora nove paradigme, projekt strateških posledic, pregleduje znanstvene cilje obrambnih ministrstev Združenega kraljestva in Nemčije in so ravno to, kar nakazuje naslov. Povečanje človeka je poudarjeno kot ključno področje, na katerega se je treba osredotočiti, da bi zmagali v prihodnjih vojnah. Toda človeško povečanje ne bo omejeno na vojaške vrste. To je res način za nadaljne ločevanje razredov ljudi, pri čemer je bogata in močna elita povečana na super ljudi. Omeniti velja, da vse, kar je objavljeno v javnosti, zaostaja desetletje ali več za trenutnimi zmogljivostmi. Zato lahko vse v tem poročilu štejemo za zastarele novice, čeprav se bere kot čista znanstvena fantastika. Področje človekovega povečanja ima potencial za preoblikovanje družbe, varnosti in obrambe v naslednjih 30 letih. Je zapisano v poročilu. Moramo začeti razumeti posledice teh sprememb in jih oblikovati v svojo korist zdaj, preden nam jih vsilijo. Tehnologija v vojskovanju se tradicionalno osredotoča na vse bolj izpopolnjene platforme, s katerimi se ljudje premikajo in se borijo ali artefakte, ki jih nosijo ali uporabljajo za boj. Napredek na področju znanosti o življenju in zbliževanje razvoja na sorodnih področjih pa začenjata brisati mejo med tehnologijo in človekom. Številne tehnologije, ki bi lahko zagotovile strateško prednost do leta 2050, že obstajajo in nedvomno se bo zgodil naslednji napredek. Naši potencialni nasprotniki ne bodo pod enakimi etičnimi in pravnimi vidiki kot mi in že razvijajo sposobnosti človeškega povečanja.
Naš ključni izziv bo ustvarjanje prednosti na tem področju brez ogrožanja vrednot in svoboščin, ki so podlaga za naš način življenja. Ko pomislimo na človeško povečanje, si je enostavno predstavljati obleke, ki jih navdihuje znanstvena fantastika, ali čudežna zdravila, ki proizvajajo super vojake. Vendar smo zdaj na pragu spoznanja prednosti v različnih vlogah. Povečanje človeka bo pomagalo razumeti, optimizirati in izboljšati učinkovitost, kar vodi do postopnih in tudi radikalnih izboljšav. Kot je navedeno v poročilu, človeško povečanje lahko spremeni pomen tega, kar pomeni biti človek. Prav to je Klaus Schwab, ustanovitelj in izvršni predsednik Svetovnega gospodarskega foruma, izjavil, da je cilj četrte revolucije. Svetovni gospodarski forum je že več kot 40 let v središču globalnih zadev in če si vzamete čas in se potopite v gradivo Svetovni gospodarski forum o četrti industrijski revoluciji, ugotovite, da gre za transhumanizem. Gre za združitev človeka in stroja. To je distopična prihodnost, ki jo Svetovni gospodarski forum in njegovi globalni zavezniki aktivno poskušajo izvajati. Ne glede na to, ali se človeštvo nasplošno strinja s tem, ali pač ne. Schwab sanja o svetu, v katerem so ljudje povezani z oblakom in lahko dostopajo do interneta prek lastnih možganov. To seveda pomeni tudi, da bi bili vaši možgani dostopni ljudem, ki bi se morda radi poigravali z vašimi mislimi, čustvi, prepričanji in vedenjem. Pa naj bo to samo tehnokratska elita ali naključni hekerji. Ko je konec leta 2019 ugotovil profesor zgodovine Yuval Noah Harari, so ljudje zdaj živali, ki jih je mogoče hekirati, kot je navedeno v predstavljenem poročilu. Človeško povečanje bo postalo vse bolj pomembno, deloma zato, ker lahko neposredno poveča človeške sposobnosti in vedenje, deloma pa zato, ker je vezno sredstvo med ljudi in stroji. V prihodnjih vojnah ne bodo zmagali tisti z najnaprednejšo tehnologijo, ampak tisti, ki bodo lahko najbolj učinkovito integrirali edinstvene sposobnosti ljudi in strojev. Pomen združevanja človek-stroj je splošno priznan, vendar se nanj gleda s tehnocentrične perspektive. Človeško povečanje je manjkajoči del te uganke. Razmišljanje o osebi kot o platformi in razumevanje naših ljudi na individualni ravni je temeljnega pomena za uspešno povečanje človeka. Ključne besede, na katere bi rad opozoril, je trditev, da lahko človekovo povečanje neposredno izboljša vedenje. Toda, če lahko izboljša vedenje, to pomeni, da lahko spremenite vedenje nekoga. In če lahko človekovo vedenje spremenite na pozitiven način, ga lahko nadzorujete tudi v njegovo lastno škodo. Teoretično lahko popolnoma vsakemu naključnemu civilistu, ki ima povezavo med možgani in oblakom,
ter zahtevano biološko povečanje, kot je moč ali hitrost, damo na primer brezžična navodila za izvedbo atentata, ki ga izvede brezhibno, celo brez predhodnega usposabljanja. Druga možnost je, da njihovo fizično telo začasno prevzame oddaljeni operater z predpogojnimi veščinami. Dokazi o konceptu že obstajajo in jih je pregledal dr. Charles Morgan, profesor na oddelku za nacionalno varnost na univerzi v New Havenu. Z uporabo interneta in možganskih vsadkov se lahko misli prenašajo z ene osebe na drugo. Pošiljatelj lahko neposredno vpliva tudi na fizično gibanje prejemnika. Na strani 12 poročila je opisan koncept človeškega telesa kot platforme in kako je mogoče nadgraditi različne dele človeške platforme. Na primer, izboljšati je mogoče fizično zmogljivost, kot so moč, spretnost, hitrost in vzdržljivost, pa tudi fizična čutila. En primer je urejanje genov za izboljšanje vida. Na psihološko delovanje, kot so spoznanje, čustva in motivacija, lahko vplivamo, da aktiviramo in usmerjamo želeno vedenje. Primeri kognitivnega povečanja vključujejo izboljšanje spomina, pozornosti, budnosti, ustvarjalnosti, razumevanja, odločanja, inteligence in budnosti. Socialna uspešnost na sposobnost dojemanja sebe kot dela skupine in pripravljenost delovati kot del ekipe je mogoče vplivati. Tu so vključene tudi komunikacijske veščine, sodelovanje in zaupanje. Navajajo več različnih načinov vplivanja na fizično, psihološko in družbeno delovanje človeške platforme. Ključno za genetiko, zarodna linija in somatske modifikacije, črevesnim mikrobiomom, sintetično biologijo, invazivnimi notranjimi in neinvazivnimi zunanjimi možganskimi vmesniki, pasivni in napajani ekoskeleti, zelišča, zdravila in nanotehnologija, nevrostimulacija, tehnologije razširjene resničnosti, kot so zunanji hologrami ali očala za vgrajeno umetno inteligenco, in tehnologije senzorične povečave, kot so zunanji senzori ali vsadki, kot je navedeno v poročilu. Čutila je mogoče razširiti s prevajanjem frekvenc, ki presegajo običajni človeški obseg, v frekvence, ki jih je mogoče videti, slišati ali kako drugače zaznati. To bi lahko uporabniku omogočilo videnje skozi stene, zaznavanje vibracij in zaznavanje kemij v zraku in sprememb magnetnih polj. Dokazano je bilo tudi bolj invazivne možnosti za izboljšanje obstoječih čutil, na primer oblaganje celic mrežnice z nanodelci, da se omogoči vid v infrardečem spektru. Prav tako poudarjajo, da bodo z obrambnega vidika potrebne metode za odpravo povečanega nasprotnika. Si sploh lahko predstavljate bojišče prihodnosti, kjer so vojaki na obeh straneh zasuti z nasprotujočimi si inputi. Kar zadeva etiko, dokument poudarja, da ne moremo čakati, da se o etiki človeškega povečanja
odloči namesto nas. Pravijo, da lahko obstajajo celo moralne obveznosti za povečanje ljudi. Naprimer, ko bi to spodbujalo dobro počutje ali zaščitilo prebivalstvo pred novo grožnjo. Zanimivo je, da članek ugotavlja, da lahko trdimo, da so zdravljenja, ki vključujejo nove postopke cepljenja ter genske in celične terapije, primeri človeškega povečanja, ki je že v pripravi. Zdi se, da je to neposredno sklicevanje na mRNA in vektorske DNK COVID injekcije. Če je tako, je to odprto priznanje, da je v teku strategija človeškega povečanja. Seveda je lahko veliko število stranskih učinkov in nenamernih izidov, ko začnete povečevati vidik človeškega telesa ali uma, kot je razloženo v predstavljenem poročilu. Razmerje med razširitvenimi vhodi in izhodi ni tako preprosto, kot se zdi. Povečanje se lahko uporabi za povečanje človekove vzdržljivosti, vendar lahko nehote škodi njihovi sposobnosti pravočasnega, jasnega in odločnega razmišljanja. V kontekstu vojskovanja bi lahko povečanje poveljnika naredilo bolj inteligentnega, vendar manj sposobnega voditi zaradi zmanjšanja zmožnosti družbene interakcije ali kot vedno bolj sprejema neetične odločitve. Celo razmeroma nepredvidljiva izboljšava, kot je ekoskelet, lahko izboljša fizično zmogljivost za določene naloge, vendar nenamerno povzroči izgubo ravnotežja ali zmanjšano koordinacijo, če se ne nosi. Pojem izboljšanja je dodatno zamegljen zaradi zapletenosti človeškega živčnega sistema, kjer bi lahko modifikator na enem področju imel nenamerni učinek na drugem. Zaradi razlike med ljudmi je oblikovanje izboljšav še bolj zahtevno. Kljub temu, nič od tega po mnenju avtorjev ni razlog za premislek ali upočasnitev pohoda proti transhumanizmu. Samo bolje moramo razumeti človeško telo. Zato pa moramo zbrati in analizirati več podatkov o človekovi zmogljivosti, vedenju, genetiki in epigenetiki, kot ugotavljajo avtorji. Naprave, ki spremljajo gibanje, srčni utrip, nivoje oksigenacije in lokacijo so že običajne in bodo postale vse bolj natančne in izpopolnjene, kar bo omogočilo zbiranje vse širšega nabora podatkov o zmogljivosti v realnem času. Podatke lahko analiziramo tudi na načine, ki so bili še pred 5 leti nemogoči. Umetna inteligenca lahko skoraj v trenutku analizira ogromne nabore informacij in jih spremeni v izdelke, ki lahko pomagajo pri odločanju. Ta povezava zbiranja podatkov in analitike je temelj prihodnjega povečanja človeka. Kot je bilo omenjeno, so do takrat, ko je tehnološki napredek javno priznan, raziskave trajale že desetletje ali več. Razmislite torej o članku iz 1. februarja 2022 v Futurizmu, ki je objavil, da so kitajski znanstveniki razvili robota varuško za umetno inteligenco za nego zarodkov, ki rastejo v umetni maternici, po futurizmu.
Sicer bi teoretično lahko staršem omogočil, da otroka vzgajajo v laboratoriju, s čimer bi odpravili potrebo po človeku, ki nosi otroka. Raziskovalci gredo tako daleč, da pravijo, da bi bil ta sistem varnejši od tradicionalnega rojevanja otrok. Do zdaj je robot za umetno inteligenco zadolžen le za laboratorijsko vzgojene živalske zarodke, saj je eksperimentiranje na človeških zarodkih po mednarodnem pravu še vedno prepovedano. Vendar se to lahko kadarkoli spremeni. Maja 2021 je Mednarodno združenje za raziskave izvornih celic nadaljevalo in sprostilo pravila o eksperimentiranju s človeškimi zarodki. Do takrat je veljalo pravilo, da v laboratorijskem okolju ni mogoče gojiti nobenega človeškega zarodka dlje kot 14 dni. Človeški zarodki se lahko zdaj gojijo več kot 14 dni, če so izpolnjeni določeni pogoji. V nekaterih državah bi bilo treba zakone še vedno spremeniti, da bi presegli 14 dni. A ne glede na to, ni dvoma, da bodo, ko se bo transhumanizem resno začel izvajati, etična razmišljanja o odraščanju dojenčkov v laboratorijih zavržena. Združite napoved robotske varuške za umetno inteligenco, ki bo skrbela za laboratorijsko gojene zarodke. Za objavo iz leta 2018, da kitajski znanstveniki ustvarjajo dojenčke, urejene z genom CRISPR, kot poroča Technology Review, 25. novembra 2018 potekajo drzna prizadevanja za ustvarjanje prvih otrok, katerih DNK je bila prilagojena z urejanjem genov. Zarodke so genetsko uredili, da bi onemogočili gen imenovan CCR5, da bi bili dojenčki odporni za različne bolezni. Zarodke so nato implantirali v človeško mater z oploditvijo in vitro. Takrat vodilni znanstvenik ni želel odgovoriti, ali je zaveza povzročila živorojenost. A kmalu potem je bilo potrjeno, da je ena udeleženka testiranja novembra 2018 res rodila gensko urejena dvojčka. Junija 2019 je revija Nature objavila članek, v katerem se sprašuje, ali so dojenčki CRISPR nehote dobili krajšo življenjsko dobo, saj so raziskave nedavno odkrile, da imajo ljudje z dvema onemogočenima kopijama gena CCR5 21% večjo verjetnost, da bodo umrli pred starostjo 76 let. Kot tisti, ki z eno delujočo kopijo tega gena. Dojenčki so lahko zaradi tega genetskega popravljanja tudi bolj dovzetni za različne avtoimune bolezni. Ali bi morali vzrejati himere, da bi zadovoljili potrebe po organih? Etični premisleki glede živalsko-človeških hibridov, himer, bodo verjetno prav tako padli na stran, ko se bo transhumanizem normaliziral. Skupina kitajskih in ameriških zaveznikov je že vzgojila hibridne zarodke človek-opica. Hibridni zarodki so del prizadevanj za iskanje novih načinov za proizvodnjo organov za bolnike s presaditvijo.
Ideja je vzgojiti opice s človekom združljivimi organi, ki jih je mogoče po potrebi pobrati. Tu so zarodke gojili v epruvetah kar 20 dni in to je bilo storjeno, preden je ISSCR uradno se je strinjal s popuščanjem 14-dnevnega pravila. Vprašanje je, če je tovrstna raziskava na koncu uspešna in je ustvarjanje živali s človeškimi organi dejansko izvedljivo. Na kateri točki himera postane človek? Kako vemo, da tisto, kar je videti kot opica, nima človeških možganov z inteligenco, ki gre zraven? Če naredimo še korak dalje, kaj lahko prepreči znanstvenikom, da bi povečali število darovalcev človeških organov? Tudi človeški kloni. Vsekakor je to spolzek teren. Morda je ena največjih skrbi, ki jih imam jaz in mnogi drugi, ta, da ne samo, da gremo proti združitvi človeka in stroja, ampak hkrati tudi vedno bolj predajamo človeško moralo strojem. Ne morem si predstavljati, da bi bil končni rezultat nič drugega kot uničujoč. Kako se je to zgodilo? Timandra Harkness, voditeljica radia BBC in avtorica knjige Big Date, Ali je velikost pomembna, piše: kot so pokazala nedavna leta pandemije, je želja potem, da bi bili brez nadzora, razen če obstaja dober razlog za pregled, splošno obravnavana kot v najboljšem primeru ekscentrična in v najslabšem primeru avtomatska podlaga za sum. Enostavno ne moremo ubesediti, zakaj je zasebno življenje dragoceno. Nimam občutka zase kot avtonomna bitja, osebe, ki potrebujejo prostor za razmislek, za delitev misli z drugimi, preden se podamo v javni prostor z besedami in dejanji, za katere čutimo, da smo jih pripravljeni braniti. Del privlačnosti tehnologij, kot je umetna inteligenca, je domišljija, da lahko stroj prevzame vlogo modrega starša, imun na čustva in nepredvidljivost ljudi. Toda to nam pove manj o resničnih zmožnostih in več o našem razočaranju nad sabo. Želja po reševanju družbenih težav s tehnologijo izvira iz takega pomanjkanja zaupanja v druge ljudi. Prav tako kavalir neopoštni. Človeški zarodki se lahko zdaj gojijo več kot 14 dni, če so izpolnjeni določeni pogoji. V nekaterih državah bi bilo treba zakone še vedno spremeniti, da bi presegli 14 dni. A ne glede na to, ni dvoma, da bodo, ko se bo transhumanizem resno začel izvajati, etična razmišljanja o odraščanju dojenčkov v laboratorijih zavržena. Združite napoved robotske varuške za umetno inteligenco, ki bo skrbela za laboratorijsko gojene zarodke. Za objavo iz leta 2018, da kitajski znanstveniki ustvarjajo dojenčke, urejene z genom CRISPR, kot poroča Technology Review, 25. novembra 2018 potekajo drzna prizadevanja za ustvarjanje prvih otrok, katerih DNK je bila prilagojena z urejanjem genov. Zarodke so genetsko uredili, da bi
onemogočili gen imenovan CCR5, da bi bili dojenčki odporni za različne bolezni. Zarodke so nato implantirali v človeško mater z oploditvijo in vitro. Takrat vodilni znanstvenik ni želel odgovoriti, ali je zaveza povzročila živorojenost. A kmalu potem je bilo potrjeno, da je ena udeleženka testiranja novembra 2018 res rodila gensko urejena dvojčka. Junija 2019 je revija Nature objavila članek, v katerem se sprašuje, ali so dojenčki CRISPR nehote dobili krajšo življenjsko dobo, saj so raziskave nedavno odkrile, da imajo ljudje z dvema onemogočenima kopijama gena CCR5 21% večjo verjetnost, da bodo umrli pred starostjo 76 let. Kot tisti, ki z eno delujočo kopijo tega gena. Dojenčki so lahko zaradi tega genetskega popravljanja tudi bolj dovzetni za različne avtoimune bolezni. Ali bi morali vzrejati himere, da bi zadovoljili potrebe po organih? Etični premisleki glede živalsko-človeških hibridov, himer, bodo verjetno prav tako padli na stran, ko se bo transhumanizem normaliziral. Skupina kitajskih in ameriških zaveznikov je že vzgojila hibridne zarodke človek-opica. Hibridni zarodki so del prizadevanj za iskanje novih načinov za proizvodnjo organov za bolnike s presaditvijo. Ideja je vzgojiti opice s človekom združljivimi organi, ki jih je mogoče po potrebi pobrati. Tu so zarodke gojili v epruvetah kar 20 dni in to je bilo storjeno, preden je ISSCR uradno se je strinjal s popuščanjem 14-dnevnega pravila. Vprašanje je, če je tovrstna raziskava na koncu uspešna in je ustvarjanje živali s človeškimi organi dejansko izvedljivo. Na kateri točki himera postane človek? Kako vemo, da tisto, kar je videti kot opica, nima človeških možganov z inteligenco, ki gre zraven? Če naredimo še korak dalje, kaj lahko prepreči znanstvenikom, da bi povečali število darovalcev človeških organov? Tudi človeški kloni. Vsekakor je to spolzek teren. Morda je ena največjih skrbi, ki jih imam jaz in mnogi drugi, ta, da ne samo, da gremo proti združitvi človeka in stroja, ampak hkrati tudi vedno bolj predajamo človeško moralo strojem. Ne morem si predstavljati, da bi bil končni rezultat nič drugega kot uničujoč. Kako se je to zgodilo? Timandra Harkness, voditeljica radia BBC in avtorica knjige Big Date, ali je velikost pomembna, piše: kot so pokazala nedavna leta pandemije, je želja potem, da bi bili brez nadzora, razen če obstaja dober razlog za pregled, splošno obravnavana kot v najboljšem primeru ekscentrična in v najslabšem primeru avtomatska podlaga za sum. Enostavno ne moremo ubesediti, zakaj je zasebno življenje dragoceno. Nimamo občutka zase kot avtonomna bitja, osebe, ki potrebujejo prostor za razmislek,
za delitev misli z drugimi, preden se podamo v javni prostor z besedami in dejanji, za katere čutimo, da smo jih pripravljeni braniti. Del privlačnosti tehnologij, kot je umetna inteligenca, je domišljija, da lahko stroj prevzame vlogo modrega starša, imun na čustva in nepredvidljivost ljudi. Toda to nam pove manj o resničnih zmožnostih in več o našem razočaranju nad sabo. Želja po reševanju družbenih težav s tehnologijo izvira iz takega pomanjkanja zaupanja v druge ljudi. Prav tako, kavalir ne upošteva zasebnosti kot izraza moralne avtonomije. Tehnološka etika nas ne more rešiti nič več kot tehnologija.